Ah, sonček je. Smo vendarle v Kopru. Grb občine na sebi nosi sonce, tako da je pravilno, da smo s soncem obsijani. Kako svetla pa je šola leta 2021? Na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in na zavodu UMI smo se spraševali, kako šolska je še vedno šola. Ali biti v šoli pomeni zgolj sedenje za mizo in poslušanje osebe pred katedrom? Zato, da bi si odgovoril na to vprašanje, sem se odpravil na potep po šolah Mestne občine Koper. Obiskal sem osnovne šole, srednje šole in dijaški dom in jih prosil, da pokažejo, kako v svoj učni proces umeščajo ustvarjalnost. Na to vprašanje pa so odgovorili tudi mladi. Pa si poglejmo. Osnovna šola z razgledom na Luko, poimenovana po doktorju Alešu Beblerju Primožu. To je osnovna šola Hrvatini, večjošoli pa ravnateljica Aleksandra Pobega. V naši šoli vsi spodbujamo učence k učenju na različne načine. Želimo jih pripraviti na prihodnost, ne le z osvajanjem novih znanj, ampak tudi z vključevanjem temeljnih vrednot. Kot zdrava, fit in kulturna šola skrbimo za vsestranski razvoj otroka v želji, da rastejo v odgovorne osebe, izzivajo svojo ustvarjalnost in se pri iskanju rešitev učijo razmišljati. Zdaj pa smo pri eni posebni osnovni šoli, kjer učenci skrbijo za zunanji izgled šole in sicer za zidek pred šolo. Kaj ti je najbolj všeč pri barvanju tega zidka? Da delamo na zraku. Poleg tega, da delaš na zraku, ti je mogoče še kaj všeč, kaj te motivira, da si vsak četrtek tukaj? Barvanje in risanje. Ja, risanje in barvanje. Kaj pa najraje ustvarjaš, kaj najraje rišeš? Ne vem, človeke. Človečke. Povej mi, mladenič, zakaj ti tako rad rišeš na ta zid? Pa zato, ker je zabavno, se pohecamo z šolci in jaz rad barvam pač. Zakaj pa ti rada rišeš in kaj najraje rišeš? Najraje rišem rože in ljudje. Kaj se pa recimo zgodi, če se ti kdaj polije barva? Kaj narediš? Isto, pustimo, da se posuši in potem dam barvo ki... Ja, tudi. Da kdaj pa kdaj tudi zakličemo urgenca. In kaj se zgodi, ko zakličeš urgenca? Ti sošolci pridejo pomagati z papirčkom v roki in pobrišejo ali pa pustimo, da se posuši. In potem naslednji teden popravite oziroma naredite kaj novega? Seveda. Kolikokrat se to zgodi? Vsak teden skoraj. Velika urgenca! Velika urgenca! Velika urgenca, dajte! To pa je velika urgenca. Tukaj! Črno! In urgentnost je bila potešena, življenje pa se je lahko vrnilo nazaj v svoje stare tire spokoja. Ja, ta zid pred vašo šolo je že poln enih zanimivih motivov. Kaj si ti do sedaj že vse narisal? Sem pobarval to vse rumeno in zdaj delam žile od listov. Kakšni so še tvoji plani? Kaj vse boš še narisal? Zid je dolg? Ne vem še točno. Mogoče pa bom še kaj pobarval ali pa narisal še več dreves ali pa kakšno žival. Ravno prej je bila urgenca. Kaj moraš narediti, če nekdo zakriči, da je urgenca? Hitro iti po papirček in
pobrisati, kar se je zgodilo, ali pa prebarvati. Urgenca je. Urgenca je, tamle, tam dol. Do poroke bo že vse v redu. V osnovni šoli Antona Ukmarja pa je brnelo čebelsko. Darjan, ti si čebelar že 6 let. Ja. Kaj te je tako pritegnilo? V bistvu, kot majhen sem se zelo zanimal za čebele, za naravo in ko sem slišal, da imamo čebelarski krožek na šoli, pač preprosto sem se želel pridružiti, ker me je to zanimalo. Sem hotel vedeti, kako čebele živijo, pač preprosto zanimalo me je. Anja, zakaj si čebelarka? Čebelarka sem zato, ker me je moj sošolec v prejšnjih letih navdušil in mi je postalo všeč, ker imam tudi rada živali. Kaj ti je pri tem krožku najbolj všeč? Najbolj mi je všeč, ker lahko delamo živali. Potem poleti je še najlepše, ker opazujemo čebelnjake in vse in rože cvetijo in je ful lepo gledati, kako pač čebele krožijo. Aljaž, ti si pri krožku že 5 let in menda imaš doma že svojo družino. Ja. Kako si postal lastnik te družine? Eno družino mi je podaril učitelj Aleš in eno družino pa sem dobil od ene prijateljice mojega očeta. Je težko skrbeti za svojo čebeljo družino? No, niti ne. Samo po zimi moram cuker jim dajati za jesti. To je edina težka stvar. To je edina. Ampak za čebele moraš skrbeti celo leto. Ja. Kaj vse moraš delati? Moraš pregledovati, ali koliko varoje je bilo in koliko vaščenih moljev in vešč. Ne? Moraš pregledovati za te vsiljivce v panju, ne? Če jih čebele niso že same se znebile. Ne? In tudi moraš jim dajati kakšno zdravilo, če kaj opaziš. Ne? In no. Se ti zdi, da odkar si pri tem društvu oziroma pri tem krožku drugače gledaš na naravo, na živali, na čebele? Ja, ker prej nisem vedela, kako v bistvu se čebela obnaša in vse to. Sem jo jemala bolj kot neko nič vredno žival in ko sem spoznala, kaj v bistvu je, me je bolj pritegnilo in mi je vedno bolj všeč. Kako gledaš na čebele zdaj? Na njih gledam kot nekaj neverjetnega. Preprosto ne morem doumeti, kako lahko neka tako majhna živalca pripomore toliko k svetu, človeku, rastlinam, v bistvu vsemu in kakšno pač ekipno delo konec koncev delajo, ker sama čebela ne bi nikoli preživela in čebele, dobesedno njihov način preživetja je ekipa, skupinsko delo. Kaj bi se zgodilo, če ne bi bilo čebel? V bistvu ne bi bilo več kot tretjine hrane na svetu. V bistvu ljudje bi umrli 1 leto, nekako približno, tako je rekel Einstein, po izumrtju čebel. Zato, ker čebele so eni v bistvu največji opraševalec, pa še to, že ko pogledaš, so največji opraševalec, pa zelo majhen odstotek čebeljih vrst je realno sploh medonosen, se pravi, oprašuje in s tem pač prinaša med. V bistvu vse čebele oprašuje, ampak samo nekaj jih pač prideluje med. Če lahko tako rečem, in nas ne bi bilo, če ne bi bilo njih. V učilnici pa so mi najmlajši pokazali svoje panjske končnice. To je tvoja prva panjska končnica ali kaj si več? Prva. Kaj si narisal, kaj boš narisal? Sem narisal čebele, ki letijo na rože. Zakaj pa sploh rabimo te panjske končnice? Zato, da zapremo panj, da čebele ne uhajajo dosti ven. A če ne bi bilo tega, bi čebele uhajale? Pač uhajajo tudi drugače, samo da je bolj zaprto. Aha,
A jih predtem kaj vruje, oziroma kaj delajo te končnice? Ja, manj vetra pride noter, pa jih ne zebe. Aha. Ja, super. Zakaj pa si ti pri tem čebelarskem krožku? Ker so mi zanimive čebele, ker brez njih ne bi bilo življenja. Kaj vse si se že naučil, tekom koliko časa si že čebelar? Zdaj sem začel in sem par mesecev. Par mesecev. In te je mogoče že kaj presenetilo? Si spoznal že kaj novega? Da čebela na dan roji 200 drugih čebel. 200 drugih čebel na dan? 2000. 2000? Pa si ti to znaš predstavljati? Ne. Jaz tudi ne. Ko boš velik, boš imel svoj čebelnjak? Verjetno ja. Ok. Nahajamo se pred manjšo osnovno šolo v mestni občini Koper v Gračišču, a z velikim šolskim okolišem. Z mano pa je ravnateljica. Kakšno je vaše sporočilo za gledalce dokumentarnega filma? Tako, lahko rečem, da je naša šola z vrtcem, ena izmed prioritetnih nalog naše šole z vrtcem, je udejanjanje fit pedagogike kot strategije poučevanja in učenja v gibanju. Pa ne samo učenje v gibanju, gre tudi za aktivno učenje, asociativno, celostno učenje, predvsem pa sodelovalno učenje. Kar pomeni, da učitelji z metodami in tehnikami dela uporabljajo take metode, ki bazirajo na igri in skozi igro se učenci učijo. Ko se na tak način učijo, jih postavljamo v neko psihofizično ravnovesje, bom rekla, vzpostavljamo hormonsko ravnovesje ali pa spodbujamo tiste hormončke, ki jih potrebujemo za učenje. In tako se učenci raje učijo, uspešneje učijo in so notranje motivirani za učenje. Enet, kaj ti je pri fit pedagogiki najbolj všeč? Da se vmes gibamo in da nas pač pritegne k delanju različnih nalog. Kako ti ocenjuješ to fit pedagogiko? Pač zelo mi je všeč in bi jo rada še več imela, ker drugače pač je bolj zanimivo, bolj pestro v šoli. Blažu pa je fit pedagogika všeč zato, ker se veliko gibamo, pač ne sedimo samo, potem pač naloge so zanimive, včasih se zgodi kaj smešnega. Ja. Zdaj konkretno smo pri matematiki, bi si želel še kje drugje to uporabiti? Mogoče pri glasbeni, ker skoraj nič tega ne delamo, pač fit pedagogik. Ja. Ja, prvo leto si tukaj, mogoče ti, ker si že velik fant, že v 7. razredu, se ti zdi, da bi lahko to fit pedagogiko upeljali že prej v nižje razrede? Ja, ker se mi zdi, ja, da je primerno. Ja. Hvala lepa in uspešno delo. Hvala in tudi vam. Učiteljico pa sem vprašal, če ji je težko izvajati fit pedagogiko. Moram reči, da prvo leto ker se pač vsaki uri sledi, pred tem priprava, je pa pol enkrat, ko si not, enostavno. Enostavno učenci delajo sami. Kakšne so prednosti te fit pedagogike? Gibanje. Gibanje, kar je, mislim, da dan danes za to instant družbo oziroma otroke je prioriteta. Ja, pa videli smo tudi veliko smeha. Ja, točno to. Načeloma v šoli ni zabave, je delo, ampak take zadeve pripelje tudi tega, da se imamo lepo. No. Hvala lepa, pa uspešno delo še naprej. Hvala tudi vam. Smo pri šoli, kjer kot izpraševalec sploh nisem bil potreben. Kakšen super ponedeljek. Grem jest na eno kavo. Dekleti? Hej, Lea. Čau, Neža. Spet ta ponedeljek. Kaj si delala med vikendom? Ne boš verjela, ampak iskala sem informacije o naši šoli, osnovni šoli Elvire Vatovec Prade s podružnico v Svetem Antonu. O, lepo. Jaz vem tudi nekaj podatkov v naši šoli. Naprimer, imamo razrede od 1. do 9. in 709 učencev. Od tega nas je 373 na naši osnovni šoli Elvire Vatovec. O,
Danes pa nismo sami, spremlja naj še mnogo gledalcev. Kaj praviš, ali naj jim predstaviva, kako poteka pouk italijanščine na naši šoli? Pa dajva, pojdimo! Sva učenki 8. razreda in nahajamo se pred našo učilnico, ki je ravno kar poteka pouk italijanščine. Danes bomo spoznali podobnosti in razlike med Slovenijo in Italijo preko didaktične igre Vičinjamo, sosedujmo. Na tak način spodbujamo medkulturno povezovanje. Igra pri pouku je pomembna. Se strinjaš, Lea? Seveda, saj si tako lažje snov zapomnimo preko igre in dela v skupinah. Sì, il monte Triglav, no? Poi questi cosa sono? Currenti. Sì, i currenti, no? Evo, moje kavice je konec. Kaj sem zamudil? Ja, še vedno me ne potrebujete. Ok, nadaljujte. Na kakšen način se učite italijanščino? Delamo v skupinah, se igramo in se tako učimo italijanščino. Zakaj je učenje italijanščine pomembno na našem območju? Zato, ker smo na dvojezičnem območju. Italija je tudi blizu nas. Je pomembno, da znamo več jezikov in morda tudi za kakšne službe naprej. Ja, je pač pomembno, da znaš italijansko tudi. Ti pride prav. Kakšna je vloga učitelja pri pouku? Vloga učitelja je razvijanje vseh učenčevih kompetenc in danes ni dovolj le posredovanje znanja, pač pa je ključnega pomena podpiranje aktivnega učenja, spodbujanje izkustvenega učenja, eksperimentiranja, tveganja in ustvarjalnega reševanja problemov. In za ustvarjalen pouk je seveda tudi potreben ustvarjalen učitelj, ki dopušča in spodbuja različne načine reševanja problemov, ki podpira delo v skupini in ki je odprt za ideje učencev ter z njimi soustvarja pouk. Zakaj je pomembno vključevati ustvarjalnost pri pouku? Na naši šoli se osredotočamo predvsem na spodbudno učno okolje, ki razvija ustvarjalnost učencev in jim daje znanje za življenje. In na naši šoli si želimo, da bi učenci bili aktivno vključeni pri organizaciji pouka. In na tak način tudi prepoznavamo ustvarjalnost pri učencih, saj je to kompetenca 21. stoletja. To je bila kratka predstavitev italijanske urice na naši šoli. Hvala za obisk in se vidimo naslednjič. Hvala, dekleti. Zdaj pa od urice italijanščine do same italijanske gimnazije. Tako, spoznali smo že nekaj dejavnosti iz osnovnih šol mestne občine Koper, zdaj pa gremo k tistim starejšim, k dijakom. Z mano je Manuel, ki se je nekega dne sprehajal po muzeju in odkril nek zelo, zelo star predmet, še iz leta 1800 in nekaj, in ga želel poustvariti, narediti nekaj novega z tega predmeta oziroma ga posodobiti. Manuel, kako si se lotil dela? Vero, tutto vero. Io ero molto affascinato da questo che è la lentostoria del 1800, che spesso l'ho notata passeggiando per il corridoio della scuola,
E avendo questa passione per l'informatica, ma anche per quello che è il mondo della stampante 3D, ho scelto di ricrearla alla stampante 3D. E invece a me interessava sapere a cosa serve la lente Ustoria e come funziona, appunto. Allora, la lente Ustoria, dal suo nome Ustoria, serve principalmente ad esempio a incendiare cose, ma anche a studiare la propagazione dei raggi R, della luce, come ad esempio anche mostrato nel libro, dove i raggi vengono converti in un punto chiamato fuoco, e quindi serve principalmente a studiare anche questi raggi. Io invece volevo chiederti più come hai creato questo oggetto. Hai usato la stampante in 3D, volevo vedere un po' i programmi, se hai magari qualche progetto nuovo su cui stai lavorando. Allora, certamente, si parte tutto sicuramente da quello che è uno schizzo, quindi a matita su carta, e poi si passa su Blender. Diciamo, io ho scelto Blender, l'ho scelto perché è abbastanza completo e avevo già un po' di domestichezza, e si inizia ad esempio a tracciare, o meglio a creare forme come si iniziano a mettere solidi, come possono essere cubi, ma anche cilindri, ma anche sfere, e poi si vanno magari a modellare. Ad esempio in questo caso, per fare il paraboloide ho usato una sfera e l'ho tagliata a metà. Una volta fatto il progetto e completato su Blender, si prende il progetto e se lo esporta e si va ad inserire in quello che viene chiamato programma di slicing. In questo momento c'ho proprio un progetto che è attualmente in stampa, quindi nuovo, fresco, e qua si vanno a scegliere tutta una serie di impostazioni, e poi il programma in automatico va a suddividere l'oggetto in tanti strati, e la stampante poi questo file lo riesce a leggere e si mette a stampare. Allora, noi siamo qui nel gabinetto di storia naturale Oreste Gerosa, e qui davanti a me ho due varietà di pesci e qualche varietà di alghe. Qui alla mia destra abbiamo la scorpena scrofa, comunemente chiamata scorpena in dialetto, è un animale che si trova nell'Oceano Atlantico e nel Mar Adriatico, però sta a profondità sotto i 20 metri. È un pesce molto buono, si mangia, si pesca, ha carne abbastanza delicata, diciamo, si possono fare brodi e cose varie, però bisogna stare attenti perché ha queste spine qui sulla schiena e qui sotto le branchie che sono velenose. Praticamente lui si trova, diciamo, su fondali scogliosi, mentre qui alla nostra sinistra abbiamo una sogliola che si trova su fondali sabbiosi. La trovate dappertutto, qui in Mar Mediterraneo, la trovate in Croazia soprattutto. Come ho già detto prima, su fondali sabbiosi difatti c'è questa struttura abbastanza sottile, è una cosa che può impressionare a molti, c'ha due occhi. E se è così perché mostra solo la parte superiore, mentre la parte inferiore è sempre a contatto col fondale, e c'ha questi coloriti che ricordano alla sabbia. Una scuola molto attenta al proprio passato, proiettata al futuro, e nell'insegnamento attenta alle competenze dei propri allievi. Zdaj pa se nahajamo v Dijaškem in študentskem domu Koper, ki je od vseh vzgojno-izobraževalnih zavodov najbolj domač, mogoče prav zato, ker je dijaški dom. In z mano je Teodora. Sicer prihaja iz Srbije, ampak se je v Dijaškem domu Koper zelo že udomačila in je tudi na tej čajanki. Teodora, zakaj rada prihajaš na čajanko? Pač tukaj sem, ker mi je tukaj ful lepo. Lepo se imamo tukaj in mislim, poklepetamo malo. O čem bi se ti rada pogovarjala na teh čajankah?
Iskreno zdaj ne vem, ampak tako se pogovarjamo karkoli. Kako ti je sicer v dijaškem domu in v šoli? Se ti zdi, da v dijaškem domu lahko mogoče se razbremeniš vseh težav, ki jih dobiš v šoli? Ja, tudi ob sredah imamo meditacijo, tako da je to ful dobro za početi, ker mislim, samo počivamo in mislim, v šoli je ful v redu, tako da ni preveč stresa. Mogoče lahko primerjaš dijaški dom in stanovanje, kaj ti bi bilo boljše? Ja, mislim, pač je ful drugače, samo zato, ker imaš cimro ali zato, ker mislim, je dijaški dom, nisi sama ali sam, ampak je ful v redu, ker mislim, je družba tukaj. Tudi čajanke sicer lahko imaš v stanovanju, ampak najbrž ni tako obsežna. Ja, tudi nimamo kamere. No, tako. Ok, na zdravje, ali kaj? Čin. Delajo pa tudi barčice, več o tem pa za vzgojiteljico. Dekleta in punce tukaj ob čaju delajo prav posebne barčice. Zdi se na prvi pogled, da so to navadne rdeče barčice, vendar imajo širšo zgodbo. Tako je. Tukaj v Dijaškem domu Koper smo se odločili, da se pridružimo akciji Borisa Kravonje, ki je dobrodelnik. Pozval je celo Slovenijo, da se mu pridruži pri izdelovanju papirnatih barčic z enim globim namenom. Želi narediti eno inštalacijo, bomo videli, kaj to bo v maju, in želi narediti oziroma dobiti 6 milijonov barčic, tako da mi ga pri tem podpiramo. Se vam zdi, da kot vzgojiteljica lahko po teh barčicah, po občaju, mogoče se bolj dotaknete teh dijakinj, oziroma kaj je glavno sporočilo teh delavnic? Tako, želimo na čajankah, želimo se družiti in morda vzpostaviti en odnos, da se punce med seboj povežejo, si zaupajo, morda pride tudi kakšna taka bolj globja debata, reševanje kakšnega problema. Bomo videli, kako se bo razvilo čez leto. Na podlagi česa se odločate, da boste, ne vem, kaj je vaš motiv za novoletno okrasje? Vsako leto se je treba izmisliti nekaj novega, kako se odločite, kaj boste pripravili? Torej, ne samo za novo leto, v domu vzgojiteljica Damjana Kofol-Stubelj redno pripravlja dekoracije glede na praznik, recimo, ali pa glede na obdobje leta. In ponavadi je to zmeraj v sodelovanju z dijaki, tako da se dogovorijo in barvno kombinacijo, recimo, ki jo bodo izbrali, in potem ves postopek od izbire materijala do izdelave in potem same končne postavitve. Dostikrat se pove, da so mladi zelo neaktivni, pasivni. Kako pa vi, ki imate vsak dan opravka z mladino, z dijaki, gledate na današnjo mladino? Današnja mladina mislim, da je odraščala malo drugače, ne, ker so imeli na voljo te nove tehnologije, ki jih generacije med njimi niso imele priložnost uporabljati. Ampak kadar je treba stopiti v akcijo in nekaj narediti, pokazati ustvarjalnost, mislim, da niso nič drugačni od tistih prej. Vselej radi pristopijo zraven in sodelujejo. Hvala lepa. Osnovna šola Ivana Babiča Jagra Marezige je šola z najlepšim razgledom na Koprski zaliv. Obiskujejo jo učenci iz krajevnih skupnosti Marezige, Boršt in Vanganel. Zaradi povečanja števila otrok smo v lanskem šolskem letu dobili nov prizidek z moderno knjižnico, letos pa obnavljamo še šolsko igrišče. V okolici šole imamo oljčni nasad in čebeljak in pridobivamo lastno oljčno olje in med. Poleg obveznega programa učencem ponujamo tudi pestre interesne dejavnosti in tudi druge obogatitvene dejavnosti, med katerimi so tudi tačke pomagačke, ki vam jih bomo danes predstavili.
Dober dan. Dober dan. Dober dan. Dober dan. Kako je? Dobro. Dobro, naj se najprej predstaviva. To je Ina, jaz sem Vesna. Ina je kraljeva kodrica, ima 11 let in prihajava kot terapevtski par iz društva Tačke pomagačke. To je društvo slovensko, kjer se združujemo prostovoljno različni terapevtski pari, to pomeni kuža in vodnik, in kjer obiskujemo različne ustanove, šole, domove za ostarele, vrtce, bolnišnice in še marsikaj. Vidite, kaj ima Eli za vratom, za peto? Žepke, ne? V teh žepkih ima različne naloge. Okay? Vajina naloga bo, da pokličeta kužka k sebi, odpreta žepek in vzameta nalogo, ki je notri. Dobro? Prebereta nalogo in jo rešita. Dobro, uganka je, nič težkega. Bo šlo, dobro? Če rešita nalogo pravilno, date Eli priboljšek. Ponudite Eli priboljšek, dobro? Eli. Prehodnik je 898, naslednik pa je 900, zdaj 200, prehodnik je 199, naslednik pa je 201. Super. Kaj zdaj naredimo? In pobožamo še, ne? Petra, kako prisotnost psa vpliva na učenca? V bistvu prisotnost psa v medučno uro ima samo pozitivne učinke, večinoma pozitivne učinke. Vpliva zelo motivacijsko, učenec je ob psu zelo pomirjen, sproščen, lažje sodeluje tudi med samo učno uro, prav tako pa vpliva tudi na učenčeve učne rezultate. Vesna, kaj se je zgodilo, ko ste dali psa v cel razred? Ko se psa pripelje v cel razred, je tukaj sicer zelo pomembno, da se prej cel razred pripravi na to, da se bo to pripetilo, da se učence pripravi, kako se bodo ob tem obnašali. Vsekakor je pa glavni in najbolj viden učinek, da izjemno pomiri pes skupino, tudi večjo skupino. Bolj so sodelovalni, več empatije pokažejo učenci pri teh urah in tudi samo delo je veliko boljše steče in lažje in lepše delajo. Filip, kakšna je razlika v tem, kadar se učiš s psom in kadar si brez njega? Razlika je zame to, ker se lažje sprostim, kadar pa ni psa, je ful težje se učiti. Tistim učencem, ki se mogoče težje učijo, zakaj bi jim priporočal, da se učijo s psom? Ker se bodo boljše počutili ob njegovi družbi. Prevlada slik in likovnih podob v današnji globalni družbi v bistvu nas opozarja, da najbolj razširjeni govorjeni jeziki, kot so mandarinščina na Kitajskem ali pa angleščina na našem zahodnem svetu, dejansko imajo manjši vpliv in moč na družbo kakor podobe. Vizualno likovne podobe v bistvu sprejemamo neposredno, v kratkem času in so razumljive praktično povsod globalno. Medtem ko govorjeni jezik mora biti pojasnjen in zahteva čas od poslušalca. Zato tudi naša umetniška gimnazija likovne smeri na gimnaziji Koper izvaja program, ki sledi, bi rekel, temu, bom rekel, trendu v svetu, kjer v bistvu vizualne podobe prednjačijo in mi poskušamo naše dijake predvsem v prvi vrsti likovno opismeniti, kar pomeni, da skozi svoje izdelke znajo izražati ideje in znajo jih tudi predstaviti širši publiki.
Po drugi strani pa znajo biti tudi kritični do likovnih podob, s katerimi so bombardirani praktično vsakodnevno od pač strani trgovcev, socialnih omrežij, medijev in tako dalje. Druga stvar, ki je pomembna, je pa slogan, ki ga ima naša likovna smer, to je Bodi širše od okvirja, ki na nek način kaže na to, da v bistvu kreativni ljudje morajo presegati omejitve, ki jim jih postavlja družba in tudi odpirati nove poti, zato da se ta družba potem lahko razvija in ne nazadnje napreduje. Tako da, če malo tako potegnemo pod črto, strokovni predmeti, ki jih poučujemo na naši umetniški smeri, kot so likovna teorija, risanje in slikanje, bivalna kultura, umetnostna zgodovina in tako dalje, omogočajo, da v bistvu naši dijaki imajo dokaj nekonvencionalen pouk, ker bazirajo večinoma na zelo raznolikih metodologijah poučevanja, po drugi strani pa omogočajo praktično delo, delo na terenu v različnih okoljih, skupaj s partnerji preko natečajev ali pa skozi kakšne extempore, razstavne dejavnosti po galerijah in tako dalje. V posnetku, ki ste ga zahtevali od nas, smo vam prikazali v bistvu, kako izgleda extempore na gimnaziji Koper, ki se izvaja že zadnjih več kot 10 let, no, torej mislim, da bi zdaj moral biti že 11., če bi ga izvedli, sicer zaradi omejitve s korono pač to ni možno, ampak načeloma na tem extemporu spoznavamo naše bodoče dijake, torej posameznike, ki so talentirani na likovnem področju, oni spoznajo nas, naš način dela in tako v bistvu se ustvari neka simbioza s širšim okoljem, kjer v bistvu bodo potem ti avtorji se tudi vračali kot samostojni ustvarjalci. To je to. Na Srednji ekonomsko-poslovni šoli Koper so nam pripravili igrano demonstracijo dela v trgovini. Predtem pa še ravnateljica šole Breda Švara. Ena primarnih nalog naše šole je povezovanje šole in lokalne skupnosti. Dejstvo je, da smo letos uredili učno trgovino, s katero dijaki pridobivajo različna znanja. Želimo imeti dobre trgovce, dobre ekonomiste. Poleg same trgovine imamo tudi učna podjetja, s katerimi sodelujejo tudi ostala podjetja v lokalnem okolju, torej v okolici Kopra in v samem centru Kopra. Tako da jaz upam, da bodo ta podjetja in te trgovine, s katerimi sodelujemo, omogočile našim dijakom tudi zaposlitev kdaj v bodoče. Koncert? Ok, gremo še skupaj govoriti. Ja, v redu, bom, ja. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli v naši trgovini. Ali imate kaj posebnega? Ja, ravno sem zvedela, da imam koncert in rabim se na hitro urediti. V redu, evo vam dam košaro in vstopite do moje sodelavke, ki bom nasvetovala. Hvala. Dobar dan. Dobar dan. Po pogovoru sklepam, da potrebujete šampon za lase. Res je. To imamo tale za normalne in suhe lase, ker vem, da imate tudi full tanke in suhe lase. Bi probali tega? Da, bi ga poskusila. Izvolite. Hvala. Imamo še, predvidevam, da rabite gel za telo. Res je. Ali je za orhidejo vam ustreza? Vendar orhideja mi ni ravno pri srcu. No, na izbiro imamo pa še tega z mlekom in medom, koliko ta ustreza? Ta bi bil boljši, ja. Izvolite. Hvala. Prosim. Glede na to, da boste po koncertu lačni, vam priporočam te čokoladne piškote. Ja, sladkorja nikoli ne manjka, ne? Ja. Imamo še vodo za hidracijo? Ja, se res skoraj bi pozabila. No, izvolite. Najlepša hvala. Ja, izvolite, prilagajni. Ste dobili vse, kar ste potrebovali? Seveda. No, v naši trgovini imamo dijakinje na praksi, zdaj bomo poklicali, da se pridejo gledati, kako poteka delo na blagajni. Rodna. Pa tudi zraven nekako boste dobili vrečko z logotipom naše šole. Super. Rodna pa si bo ogledala, kako bo poteklo skeniranje izdelkov. Bomo skenirali vsak izdelek posebej.
Preden vložili v vrečko, ne? In bomo sklenili pač to je v kodo, ne? Potem pa zaključimo. Gotovina ali kartica? Gotovina, okej. 20 evrov, pišemo, koliko nam je dala. Vaš znesek naša 7,68 evrov. Hvala. Hvala za nakup. Izvolite. Srečno na nastopu. Hvala. No, zdaj če pa vam še podarimo tole jabolko. Joj, hvala. Izjemna šolska trgovina. Še vas bomo iskala. Lep dan. Nasvidenje. O šolski trgovini je spregovorila profesorica Tanja Skok. Učna trgovina je za našo šolo velika pridobitev. V njej lahko dijaki iz programa Trgovec vadijo tehnike prodaje in poznavanje blaga, kot ste ravnokar videli v odigranem prizoru. Dijaki iz programa Ekonomski tehnik in administrator pa lahko na blagajni vadijo blagajniško oziroma materialno poslovanje. Menim, da ta način izvajanja pouka omogoča dijakom izkustveno učenje ter jih pripravlja na bodočo poslovno pot, kjer se bodo počutili bolje, če bodo v šoli vadili. Kaj so koristi učne trgovine po mnenju dijakinj? Šolska trgovina nam je všeč, ker vadimo v varnem okolju in tudi če naredimo napako, jih lahko takoj popravimo. S tem pridobimo veliko izkušenj za delo v trgovini in smo bolj samozavestni. Iz srednje šole pa nazaj v osnovno šolo. Šolo Oskarja Kovačiča Škofije trenutno prenavljajo, zato so pouk prestavili v kar se da zanimiv prostor. Sprememba lokacije pa jim še zdaleč ni zaustavila poteka pouka. V svojo pedagoško prakso sem poleg rednega učnega programa vkomponirala tudi elemente likovne terapije. Slednja je namreč neinvaziven način, kako lahko učenci brez besed vnesejo neke svoje občutke in pa strahove oziroma počutje na papir. Pri svojih urah se osredotočam ne samo na to, kako naj bi učenci svoje izdelke prikazali in ustvarili, ampak tudi na to, kakšno je njihovo takratno počutje, ko se te izdelke vrši. Se pravi, da vedno vsako šolsko uro začnemo s pozdravom in pa z vprašanjem, kako sem oziroma kako smo. Na podlagi v bistvu teh ugotovitev in pa kratkega, minutnega ali pa dvominutnega pogovora ugotovimo, kakšno je splošno počutje tistega dne in na to v bistvu izberemo nekoga v razredu, ki ga usmerimo v kotiček za počitek. Imamo namreč kotiček in sicer se imenuje semafor počutja, kjer lahko vsako uro eden izmed učencev izkoristi tisto uro zase. Se pravi, bodi si za recimo pripravo na naslednjo uro, če je sprašan ali pa mogoče samo za počitek, če je zaradi takega ali drugačnega razloga utrujen. Zdi se mi namreč povsem neproduktivno, če nek učenec, ki je tistega dne pri moji uri pod stresom, recimo zaradi testa, zaradi spraševanja, je povsem neefektiven, zato mu dam možnost, da tisto uro preživi sam. Lahko si izbere recimo 10 minut počitka, 20 ali pa celo šolsko uro. Zato se tudi ta semafor imenuje semafor počutja. Je pač osnovan na podlagi semaforja. Rdeča luč, ko je počutje res slabo, potem rumena luč in pa še modra oziroma zelena. Pač sestavljen, ker smo pač likovnik je sestavljen iz primarnih barv. Kako je pa kaj z našim kotičkom danes? Kdo bo šel? Sofi bi šla. Koliko časa boš skoriščila? 10 minut, no kar greš. Pojdi. Živa, tebe pa prosim, če greš kar pripraviti v našo čajnico čaj.
Naj omenim še, da imamo v našem razredu tudi čajnico, tako da si v bistvu kar redno pri pouku pripravimo tudi čaj, prižgemo si glasbo in potem v nekem takem sproščenem, meditativnem vzdušju ustvarjamo. In tak način poučevanja sem izbrala zato, ker v prvi vrsti nekako niža tisti navidezni odpor učencev, marsikaterih učencev do likovnega ustvarjanja. Sekundarni razlog pa je ta, da vsekakor takšen način izboljšuje psihično in pa tudi fizično počutje učencev. Otroci, kdo smo mi? Drugi A. Kaj imamo danes na urniku? Športno. A imate vi radi športno? Okej, pa se vrnemo, gremo dol. Okej, pa gremo v spa. Torej, videli smo, da se da šport in ustvarjalnost precej dobro povezati. Kako je vam to uspelo oziroma kakšni so načini, da se da ti dve panogi povezati? Pa jaz mislim, da je življenje že ena samo ustvarjalnost in seveda gibanje, ustvarjanje, to gre z roko v roki, tako kot gibanje in zdrava prehrana. In lepo je delati z mladino, ki rada telovadi, ki rada giba, ki se prepusti tej ustvarjalnosti in tem novim gibalnim izkušnjam. Otroci, zakaj vi tako radi športate? Zato, ker nam je všeč telovaditi. Ker telovadite. Zakaj pa tako radi telovadite? Da imamo mišice. Imate mišice? Da Da boste močni. Kdo od vas ima največje mišice, najboljše mišice? Dobrodošli na osnovni šoli Koper, naši šoli, ki jo obiskuje kar 976 učencev in kjer je 150 zaposlenih. Smo mlada šola, 15 let stara, ki si prizadeva in si želi svojo strokovno naravnanostjo, svojimi aktivnimi oblikami pouka in načini dela ter široko paleto interesnih dejavnosti spodbujati ustvarjalnost otrok, predvsem pa odkrivati potenciale vsakega posameznega učenca na osnovni šoli in omogočati seveda njihov razvoj, ob vsem tem pa seveda še zagotavljati, da se otroci počutijo varno, prijetno in vse to udejanijo v učno spodbudnem okolju in seveda z glavnim ciljem opolnomočiti naše učence s takšnimi znanji, ki jim bodo služili v nadaljnjem šolanju in življenju. Obeta se še ena šola, kjer sem lahko spet predal mikrofon in malo počival. Ma super ste. Na naši osnovni šoli šolski vrt deluje že vrsto let. Osredotočeni smo na različna zelišča. Eno izmed teh, ki uspešno uspeva, je tudi žajbelj. Žajbelj velja za tradicionalno naravno pomoč pri vnetem grlu in kašlju. Zelo uspešno ublaži tudi vnetje in bolečine. Pomaga tudi pri uničevanju mikroorganizmov, ki so krivi za okužbo. Obenem pa ima tudi pozitiven vpliv na dlesni in na zadah. Zato smo se odločili narediti domače žajbljeve bombone. Nahajamo se v gospodinjski učilnici naše šole. Z nami sta učiteljici Metka Benedik, Jasna Lovrečič in vrtičkarji, ki so Tjaž, Kaja, Ema in Danijel. Postopek izdelave žajbljevih bombonov je zelo preprost. Rabimo le dve sestavini. Pripomočki, ki jih rabimo, so terilnik za suhe začimbe, manjša posoda za kuhanje, pekač oziroma ravna podlaga in papir za peko ali silikonski modelčki. Sestavine, ki jih rabimo: 5 gramov drobno zdrobnjenega posušenega žajblja in 100 gramov sladkorja. Žajbelj v terilniku dobro stremo, lahko tudi z roko. Pripravimo pekač ali drugo podlago, obloženo s papirjem za peko. Lahko si pripravimo majhne silikonske modelčke tudi. V manjši posodici stavimo sladkor. Temperatura mora biti čim nižja,
Hkrati pa moramo sladkor vse skozi mešati. Sladkor segrevamo tako dolgo, da postane svetlo-rjave barve. Nato primešamo žajbelj. Posodo odstavimo s štedilnika. Nato s pomočjo kuhalnice nakapljamo majhne bombončke na papir. Pri tem moramo se vedno paziti, da se ne opečemo. Ohlajene bombone posamično zavijemo v povoščen papir. Žabljeve bombone lahko pripravimo tudi v večjih količinah, saj v nepredušno zaprtih posodicah zdržijo tudi do leto dni. Žajbljev bombon poližemo takoj, ko začutimo neprijetno praskanje v grlu. To ponovimo večkrat dnevno oziroma po potrebi. Bombone lahko tudi zavijemo v darilno embalažo in poklonimo kot praktično darilo. Če ostanku v posodi dodamo vodo in jo skuhamo, si lahko privoščimo tudi domač čaj. Torej, osnovna šola Dekani je del kraja že skoraj 70 let. Starejšim generacijam je znana kot šola, pred katero je nekoč stal tank. Danes je tank zamenjal čebelnjak in pa oljke. Našo šolo obiskuje 313 učencev iz Dekanov in okolice, poleg matične šole pa imamo pod našim okriljem še vrtec Dekani, vrtec Rižana in 2 bolnišnična oddelka. Vizija naše šole je, da vzgojimo in izobrazimo mlade v odgovorne, samostojne in ustvarjalne ljudi, ki bodo tudi živeli skladno s temi načeli. Zelo pomembno se nam zdi tudi zdravo preživljanje prostega časa in pa skrb za zdrav življenjski slog. Vse to smo poskusili povezati z našim vsakodnevnim delovanjem, predvsem pa lahko rečem, da vam bomo danes predstavili ta majhen delček naše ustvarjalnosti in dobrodošli na osnovni šoli Dekani. V tej učilnici pa diši po Idriji. Kako to, da je toliko učencev tukaj? Ja, tako, na naši šoli smo začeli najprej z interesno dejavnostjo v nižjih razredih. S tem smo spodbujali učence, da razvijajo svojo fino motoriko, da pridobivajo na samozavesti, ker veste, nekdo, ki naredi en dober izdelek, se lahko z njim pohvali. In tudi tisti mogoče malo bolj introvertirani učenci so tlele našli svojo pot, ker tu ne rabijo neki se izražati, komunicirati z drugimi, ampak komunicirajo s svojimi dejanji. No, te učenci so zrastli in zdaj smo jim ponudili tudi poleg interesne dejavnosti tudi izbirni predmet. Ni tako tipično za obalo klekljanje, ampak smo privzgojili z interesno dejavnostjo to ljubezen do naše kulture pri učencih in to zdaj nadgrajujemo. Joj, tega klekljanja imamo čisto dovolj, gremo dalje! Pa daj umiri se malo, no, pa sej lahko sva še malo tukaj pri teh čudovitih klekljaricah, no. Kam se mudi? Ma, veš kaj, nimamo časa, gremo! Na robu gozda so živeli 4 prijatelji. Peverica Vilma, Pop Pavle, Jež Janez in Zajec Hubert. Zelo so se imeli radi in so se radi tudi skupaj zabavali. Nad njimi pa je bdela sova Slavica. Kaj ti je najbolj všeč pri tej dramskem krožku?
Meni je zelo všeč, da si skupaj s sošolci, s prijatelji, se zabavamo, da odigramo različne igre, predstave iz pravljic. Nekajkrat tudi kakšne pravljice zmešamo. Pa tako, ja, mi je zelo lepo pri tem krožku meni. Lukas, čebele so v tvoje življenje priletele 3 leta nazaj. Kakšna je razlika med življenjem prej in potem? No, zdaj moram več časa posvetiti čebelam in pač moraš biti še kar prisoten pri čebelah, ki čebele brez čebelarja ne bi preživele. Tako da moraš vsak dan biti 1 uro ali več pri njih in pač, ko rojijo čebele, moraš si vzeti kakšen dan, da jih spraviš in cel postopek narediš, da pridejo zopet v panj. Učiš se od najboljših, na osnovni šoli Dekani ste bili prvaki. To so bili pač moji prihodniki. Ana Marija, Alen in Ela so bili na svetovnem in so bili prvi zlati. Tako da čestitke. Ja, kaj ti je sicer pri čebelarstvu najbolj všeč? Točenje meda. Torej, Srednja tehniška šola Koper, šola z več kot 60-letno tradicijo, šola, ki je že kar nekaj let po številu vpisanih dijakov največja šola na Obali. V čem se ločimo od ostalih šol? Želimo biti strokovna šola, smo strokovna šola, želimo našim dijakom nuditi na strokovnem področju, kar se največ da, veliko damo pa tudi na medsebojne odnose. Vsemi deležniki, ki se v šoli srečujemo, tako se pravi z dijaki, starši, profesorji, kar poskušamo zagotoviti tudi z sodelovanjem v različnih mednarodnih projektih in projektih, ki zrastajo čisto pri nas doma. Ko vstopiš v šolo, te pozdravijo stari Tomosi, ki so jih na šoli prenovili in učedili dijaki. Polna motorjev in mehanizacije pa je tudi šolska delavnica, kamor so me povabili zaposleni dijaki. Tu se preko praktičnega dela dijaki srečujejo z različnimi stroji in opravili. Kaj prav točno danes delate? Danes imamo, v bistvu, videli ste tam noter, obdelujejo oziroma polirajo dele, bi rekel, motorjev, ki grejo v sestavo. Sestavljajo ta naš prototip čoperja na bazi Tomosovega motorja, sestavljajo, mislim, da zadnjo zavoro. Tam na eni mizi, če ste videli, se sestavlja ena trojka, se pravi en redek primerek Tomos T11 S Sport z 3 brzinami. Motor je tam razstavljen na mizi, če ste videli, tako da v bistvu sam motor je pa tam na mizi, že skoraj sestavljen. Poizkusili smo vžgati tole D6 specialko iz leta 67, kot jo imamo tle zadaj, ki je tudi v fazi restauracije, ni še stjunena, kakor bi moralo. In pa vsako toliko dovolimo kakšnemu dijaku, da se odpelje s kakšnim Tomosom malo okoli, tako da razbije v bistvu delovno monotonost. Tako, to je to, kar delamo danes. Dijak 2. letnika smeri mehatronik operater, Anej, mi je zaupal, zakaj se je vpisal na Srednjo tehnično šolo Koper. Zato, ker mi je všeč se ukvarjati z elektriko in naprimer Tomosi in takimi motorji in rad šraufam in urejam elektriko.
Ta delavnica je precej velika in bogata. Kaj ti je najbolj všeč? Najbolj všeč mi je v bistvu, ko smo na strožnici in v bistvu vse, kar delamo. Ko delamo kaj z elektriko in kaj na motorjih. Ko že omenjaš motorje, čez 10 Tomosovih so že šli skozi tvoje prste. Kakšni so občutki, kaj te najbolj pritegne? Najbolj me pritegne, ko renoviramo mašino, motorja in ko barvamo in take stvari. Tukaj pred seboj pa imaš polirno pasto in pasto in kos, ki ga moramo spolirati. Tako prvo nanesemo v bistvu na ta kos polirno pasto in nato gremo na stroj, na katerem poliramo. To so taka fina dela, mogoče najbolj fina dela, ki jih opravljaš v tej delavnici? Ja, mora biti vse lepo narejeno, natančno, ker če ne lahko se kaj poškoduje oziroma ne pride ven lepo. Ok, je že kaj tazga, kar bi želel vzpostaviti, da ti je nekaj, ne vem, ful v redu ali karkoli, kar te nisem vprašal? Ja, lani smo na primer sestavljali električni skiro. Smo mogli vse žice na novo narediti in tudi ugotoviti probleme, ker ni delal. In letos dela. Ko si na tem električnem skiroju, si frajer? Ja, čeprav gre komaj 30 na uro, ampak je okej. Bejbe pogledajo za tabo? Niti ne. Potreba enega Tomosa rajši. Če bi me vprašali, kaj je na tej šoli ustvarjalno in kaj je resno delo, bi vam povedala, da je celoten pouk zelo ustvarjalen. Lahko se zgodi, da kakšna učiteljica našo pogruntavščino, ki bi lahko odšla mimo, uporabi kot izziv za ustvarjalen pouk. Ja, kot vidite, imamo na osnovni šoli Dušana Bordona idealne pogoje za delo in tudi veliko pripomočkov, no vendar v času šolanja na daljavo smo se mogli znajti na drugačen način. Organizirali smo vadbo v živo, smo naredili v telovadnici studio in nekatere pripomočke, ki jih lahko vidite v ozadju v posnetku, tudi uporabili. Otroci so se lahko vsak dan vključili. Delali smo s tistimi pripomočki, s katerimi smo predvidevali, da jih imajo otroci doma. To so različne plastenke, kuhinjske krpe, metle, različne rjuhe, plišaste igrače in na ta način smo popestrili vadbo, da ni bila tako monotona oziroma da so otroci imeli za vadbo še večjo motivacijo. Kako lahko ustvarjalnost in šport povezujemo? Zelo. Ponavadi z otroci tudi velikokrat v šoli pripravimo skupaj poligon in damo pripomočke, ki so na razpolago. Imajo otroci ogromno svojih idej, nekatere postaje so postavljene na takšen način, da si jih lahko otroci prilagodijo. Tukaj se vidi potem, kakšna je domišljija in ustvarjalnost otrok, ker ne glede na to, kako bi si učitelji zamislili, da bi poligon izgledal, jih oni s svojimi zamisli nadgradijo. Kaj tukaj tako diši? Ja, štrudel delate, zato tako diši. Sem prišel po kremo, ki sem jo pustil zadnji, da še ohladi. Kakšno je? Smo delali mazilo za roke iz domačih sestavin, ki jih najdeš v domači kuhinji. Zelo je dišalo po kakavu. Pa tudi po limoni in sivki, ko smo delali peneče ploščice. Kaj, peneče ploščice? Ja, ploščice za dišeče nogice. Tudi meni se je na začetku zdelo čudno, ampak je zanimivo. Hvala. In še bomo delali tašne čirule, čarule. Nina, ti pa si ustvarila zmaja brez glave. Kako to? Ne vem. Mogoče še ustvarjam glavo, ampak mi ne gre lih najboljše.
Torej, bo ta zmaj še dočakal svojo glavo ali bo nekje posebej glava? Jo bo dobil. Tvoji sošolci so delali pajke, pa kače, ti si se pa odločila za zmaja. Predvsej nenavadno, kako to? Ker sem po horoskopu zmaj. Sicer pa, kaj ti najraje ustvarjaš v šoli? Rišem. Živali, vse. Je tudi vaša učilnica likovne umetnosti je polna enih izdelkov likovnih. Kje si se najbolj domače počutila? Kje ti je bilo najlepše ustvarjati? Pri risanju oljke. Če bi bila ti recimo ministrica, kaj bi ti spremenila v šoli? Nič. Ti v redu? Ja. Prav, hvala lepa, pa še naprej naj ti uspe združiti glavo z zmajem. Ti bo uspelo? Ja. No, krasno. Aha, tako se torej temu streže. Očitno je, da šola ne rabi biti tovarna s tekočim trakom informacij. To je za danes vse. In ne pozabite.